Jerry, v našem klubu si trener mlajših selekcij že 10 let. Kako si se odločil postati trener? Zakaj ravno nogometni klub Domžale? Ja, ne vem, že ko sem igral nogomet, sem nekako imel skozi v mislih, da bom trener in nekako mi je bilo samoumevno. Tako da potem sem pa, ne vem, ko sem igral v Avstriji, ko sem že zaključil kariero, ko sem bil gor v nižjih ligaših, sem bil tukaj povabljen na poletno nogometno šolo. Tako da istočasno sem pa potem dobil za naslednjo leto, da vodim selekcijo do 8 let, tako da sem sprejel. Predtem sem tudi igral 1 leto za Domžale, tako da mi je bila nekako odločitev samoumevna. Prvi 2 leti si treniral najmlajše nogometaše, kasneje pa do danes si pri nekaj starejših selekcijah, v 12, 13, 14, 15. Si sam želel v višje selekcije? Ja, v bistvu ja. Na začetku mi je v bistvu, tako kot sem že prej rekel, mi je odgovarjal, pač ker sem igral istočasno še v Avstriji, sem šel 2-3 na teden gor in mi je odgovarjal, da imam 8, tudi tukaj sem imel 2-3 na teden. Tako da potem pa, ko sem, ne vem, končal tam, 1 leto sem še igral v Avstriji, potem pa nekako sem imel takoj željo nekako, da grem v više selekcije, tudi nekako sem, ko sem gledal treninge, mi je nekako vlekal, da bi imel starejše selekcije, nekako sem videl, da lahko nekaj naredim, nekaj več se mi je zdelo skozi, tako da sem imel željo, da grem gor. Trenutno si trener 14 let starih fantov. Kako je delati z njimi, kakšni fantje so, te ubogajo? Ja, ubogajo, mislim, morajo ubogati, če me boš za naslednjo selekcijo vprašala, že zdaj ti povem, da bojo ubogali, tako da to mi je nekaj samoumevnega, morajo ubogati in mora biti disciplina, brez tega ni, ne vem, se ne da delati in tudi ni rezultatov, tako da kar se pa tiče konkretno drugače, dela z njimi so zelo pridni, lahko rečem, da smo zelo uspešni, celo bolj, kot sem si mislil, ne vem, zdaj smo od avgusta smo skupaj, izgubili smo samo, v bistvu smo eno neodločeno tekmo igrali, ostale smo vse zmagali, tako da je to celo več, kar sem pričakoval, tako da so pridni in delajo, tako da sem zadovoljen z njimi. To so leta, ko se že kaže, kdo ima v nogometu prihodnost in kdo ne. Prihaja verjetno tudi do neprijetnih situacij. Predstavljam si, da fant, ki s srcem igra nogomet, da težko sprejme dejstvo, da včasih sedi tudi na klopi. Ja, to je res, ampak če v bistvu sedi na klopi, še ni tak problem, pa če noter hodi, večji problem potem, ko dejansko več ni zazdravan in tudi razumem in starše in otroke, da pa če je od 7 tukaj do 13 leta, pa sploh, če je bil prej boljši igralec, da nekako to ne morejo čisto normalno sprejeti. Ampak se pač igralci tudi razlikujejo, nekateri so zadovoljni, tudi če so rezerve, pa manj igrajo, pa so zadovoljni v tem okolju. Potem so nekateri igralci, ki ne igrajo, pa so prepričani, da, ne vem, da se jim malo krivica dogaja ali da so boljši, pač takim potem nekako priporočamo ali drug klub, ali ne vem, pa da se tam izkaže, ali če pa je tako, da je soliden igralec, pa da ne igra, pa tudi če smo mogoče mnenja, da ni za tukaj, no, pa potem še se le da počakam, da kadetov, potem psihološko za njega dosti lažje nekako, ker pri kadetih je večja selekcija, gre več stran in se mi zdi, da je manj stresno takrat za njih, pa če gre sam v bistvu. Lani si s selekcijo U15 dosegel zgodovinski uspeh tako za domžalski kot tudi slovenski nogomet. Uvrstili ste se na svetovno prvenstvo Nike Premier Cupa in Manchesteru osvojili 3. mesto. 3. mesto na svetu. Kakšni so bili občutki, kako na ta sanjski uspeh gledaš zdaj, ko se ozreš nazaj? Ja, občutki so bili fenomenalni, sploh, ko gledaš nazaj, ko si začel z njimi, pač si, ne vem, hodil po nekih turnirjih, ne vem, da ne rečem na začetku vaških, pa potem, kako je šlo to vse skup gor, tako da je bilo na koncu, bom rekel, fenomenalno. Kako pa zdaj gledam nazaj, pa v bistvu isto, kot prej, že ko smo bili v Manchesteru, sem točno vedel, kaj se dogaja, se pravi, sem vedel, koliko je to velik uspeh za Domžale in za slovenski nogomet, tako da zdaj pa tudi se dokazuje, ne vem, hodijo, ne vem, tukaj iz različnih uglednih klubov, ne samo to selekcijo gledati, pač pa cel klub. Poleg dela pri nas imaš eno zelo slastno službo. Ja, imamo sestavine za sladice pa sladoled, tako da ta služba mi odgovarja, ne vem, delam od ponedeljka do petka, od 7 do 3, tako da mi je nekako vikende imam fraj in mi to pač se ujema z nogometom. Če bi imel možnost spremeniti eno stvar na svetu, kaj bi spremenil? Ne vem, zdaj te klasične stvari, da rečem, ne vem, da ne bilo, to itak si vsak želi, da bi bili vsi srečni, da ne bi bilo vojen, da bi bilo, ne vem, vsega dosti, ampak ne vem, mogoče, da bi bilo čim manj teh, kar tudi včasih srečujemo v nogometu, teh dvoličnih ljudi, tako da, oziroma da bi bili v tem čim manj uspešni, no, tako nekako, mogoče to.
Hvala za tale pogovor, Jerry. Prepričana sem, da tale lanskoletni uspeh, ki je osupnil ne samo nas, ampak celo Slovenijo, ni bil tvoj zadnji uspeh. Tako da tebi in tvoji ekipi pa želim, da uspešno zaključite spomladanski del sezone. Najlepša hvala.